Stanovanje, ki vam ga bomo predstavili, je dom inženirja računalništva. V opremljanje svojega stanovanja je bil tesno vključen in skozi celoten postopek projektiranja je sodeloval z arhitektom. Skupaj sta ustvarila pameten dom, ki mu pri nas skoraj ni para. Stanovanje v eni starejših ljubljanskih stolpnic na zunaj z ničemer ne razkriva, da je povsem prenovljeno in opremljeno z najsodobnejšo tehnologijo. Stanovalci tega doma lahko številne funkcije upravljajo s svojimi glasovi. Gregor je v istem nadstropju živel že 10 let, ko se je ponudila priložnost, da kupi še sosednje stanovanje v isti etaži. Tako ju je lahko povezal. Imel je dovolj časa, da je razmislil pred prenovo, kako ustvariti novo, pametno stanovanje. Alexa, turn kitchen light on. Alexa, set morning mode on. Vrata sama zaznajo prek prstnega odtisa, da sem jaz prišel domov in se mi takrat dom, recimo, me pozdravi. Se pravi, v bistvu odpre rolete, luči žge, če je treba. V bistvu je nek tak welcome mode, temu rečemo, ko v bistvu prideš domov. Dve stanovanji ste bili prej in potem se je bilo treba odločiti, združiti to v eno. Kako je to izgledalo, ko ste prišli? V kakšnem stanju je bila stvar pravzaprav? Predvsem so bila stanovanja mnogo manjša, torej pol. Dnevna soba ni imela te dimenzije. Tisto stanovanje je bilo v bistvu še skoraj v prvotnem stanju, tako da marsikaj je bilo treba postoriti takrat. Tudi takoj smo že opazili, da stanovanju malo primanjkuje svetlobe in smo potem tudi v tej smeri postopali. No, še pred začetkom risanja načrtov pa je lastnik stanovanja skušal predvideti, kako želi živeti v svojem novem stanovanju. Ta prvi del je čisto arhitektura, se pravi, v bistvu, ko razmišljaš, kako ti stanuješ, kaj je tebi pomemben, se pravi, ne vem, koliko veliko spalnico hočeš imeti ali pa koliko velik bivalni del hočeš imeti. Hočeš imeti recimo, ne vem, prostor za fitness, za wellness, ali ga mogoče tega ne rabiš, če imaš seveda možnost. In seveda pol tudi za vsak prostor posebej, v bistvu kakšni, recimo lahko bi rekel v računalniškem žargonu, uporabniški primeri, se tam dogajajo. Se pravi, ali dnevna soba, lahko rata tudi kino, ali lahko tudi kaj drugega, se lahko to dvoje poveže, povabimo prijatelje, da skupaj kuhamo. V bistvu, to so stvari, ki jih moraš prej narediti. Jaz sem šel mogoče še kakšen korak naprej, tako da sem prav razmislil v bistvu o omarah, kaj za ene stvari imamo, kaj sploh rabimo, kje bojo shranjene. Tako da v bistvu je lahko večino časa bolj pospravljeno. Zakaj ceniš to možnost, da se stvari tako rekoč na glas se dogajajo, na tvoj glas ubogajo? Jaz sem tak bolj tehničen človek, pa zelo me zanimajo take novatarije. Tudi v bistvu iz tega izhajam tudi poslovno, tako da v bistvu se meni zdelo taka super priložnost, da vidim, koliko je sploh lahko pameten ta stanovanje. Včasih se hecam, da sem v bistvu zgradil en velik gadget, v katerem zdaj stanujemo. Da so stanovanje lahko preuredili po Gregorjevih in Primoževih zamislih, so bili potrebni precejšnji gradbeni posegi. Arhitekt Primož Boršič to pojasnjuje z dejstvom, da gre v tem primeru za skeletno gradnjo. Gre za modernistični koncept, kjer se z uporabo armiranega betona so se pojavile nove možnosti in tudi ta stavba je bila na tak način narejena. Torej v bistvu vse sloni na 8 stebrih in na komunikacijskem jedru. Vse ostalo je pa v bistvu predelno in lahko podereš, omakneš za izjemo teh sten, ki imajo seveda neke skupne inštalacije, kamor ne moreš posegati. Gregor v stanovanju seveda ne živi sam, temveč ženo in hčerkico. Zanimalo nas je, koliko je žena sodelovala pri odločanju o razporeditvi prostorov in njihovi opremljenosti. Ja, mislim, zelo je sodelovala v bistvu zraven, plus mene vedno skrbela, bo, da mogoče preveč tehnologije in bo to sam na srečo, je žena dosti odprta za te zadeve in so ji te stvari tudi všeč, tako da so se klej dosti ujela. Se pravi, zdaj, ko ste noter nekaj časa in ste se nekako navadili, je ne fino, da lahko upravlja s temi stvarmi na ta način, ki jih omogoča. Ja, tako je. Ja. In v bistvu zdaj že hčerka dejansko začela komandirati z glasovnimi ukazi, tako da počasi, zdaj 4 leta pa pol, počasi bo ona tudi lepo začela dajati ukaze.
Moramo reči, ne, ukazi so zaenkrat samo v angleščini in so pravzaprav standardizirani, ne, je tako, ne. Ti imaš en spisek ukazov in to je to, ne. Ja, v bistvu je vse narejen pač na tak način, da v bistvu so pač ti, recimo temu, uporabniški vmesni glasovni, da je čim bolj enostaven. Se pravi, da v bistvu ne gre zdaj razmišljati, kakšno komando sem zdaj dal, ne, in v bistvu se pač čez celo stanovanje, ne, se pač v bistvu ponavlja nek način poimenovanja, ne, se pravi, luč v vsaki sobi glavno je luč, potem imaš side light, ambient light in tako naprej. Ne. Ampak moraš pa se naučiti te fraze, ki so predpisane. Tako, ja. Ampak so take dosti naravne, ne, se pravi turn on, turn off, set to 50% in tako naprej. Ne. Gregor je po izobrazbi inženir računalništva. Skupaj s prijatelji je ustanovil zelo uspešno podjetje Klika, s katerim si je prislužil nagrado Mladi podjetnik leta 2016. A Gregorju nikoli ni šlo izključno za zaslužek. Tako je s prijatelji ustanovil enega od angelskih skladov, ki pomagajo mladim podjetnikom na začetku njihove poti. Prostorno, pametno stanovanje Gregorju omogoča ne le udobno življenje, temveč zanj predstavlja tudi delovni prostor, kjer lahko sestankuje ali pa v miru razvija svoje zamisli. Obiskovalec Gregorjevega doma ne more spregledati premišljene izrabe prostora. Naj ga citiram: niti kvadratnega centimetra menda ni v tem stanovanju, ki ne bi bil izkoriščen. Očitno je, da Gregor ceni urejenost, skuša čim več predvideti in ko konča z delom, rad uživa brez skrbi. Kdor meni, da je glavna prednost pametnega stanovanja v tem, da ni treba niti pritiskati na gumbe krmilnika, ne pozna vseh možnosti. Ja, zdaj, mogoče pač najprej treba pogledati, kaj sploh sestavlja pač eno tako pametno hišo. Ne? Pač dejansko ti sam rečeš, jaz bi rad imel tukaj le 22 stopinj in ti pač hiša poskrbi za to, da pač imaš ti 22 stopinj. Najbolj optimalno, najbolj pač energetsko optimalno. Ne? Potem so pa še razne te dodatne stvari, ne? Kot so recimo rekuperacija prezračevanja, ne? Se pravi, ne vem, pri nas sploh ne odpiramo oken večinoma, ne, zaradi tega, ker v bistvu je v oknih so vgrajena pač rekuperacija. Ko recimo gremo od doma, ne, takrat se v bistvu vklopi ta nek način, kjer v bistvu se pač ventilacija na malo bolj močno sproši in ti takrat pač prelufta stanovanje. Po drugi strani se pa tudi rumba pač sprehod pač po celem stanovanju in v bistvu pač opravi svoje. Ne. Ob vseh neverjetnih možnostih, ki jih ta tehnologija že omogoča, pa se lahko vprašamo, ali je tu prostor za prilagoditev osebnim zahtevam, pričakovanjem lastnika, kako želi izkoristiti tehnične možnosti. Tako je, v bistvu lahko bi celo rekel, da dejansko svoje domovanje čisto personaliziraš. Ne. Pač zdaj pametna hiša ti v bistvu omogoča to, da lahko to narediš. Ne. Se pravi, recimo en primer je dnevna soba. Ne. Se pravi, dnevna soba, en od načinov, ki jo uporabljaš, je pač recimo, da pač se usedeš v kavč in bereš. Ne? In takrat lahko pač prilagodiš, da so rolete pač toliko zaprte, da so te prave luči prižgane. Ne? Drug je mogoče lahko kino, ne? Se pravi v bistvu, da se pač zavesce zaprejo in tako naprej. Je spet nek setup, nek nastavitev, ne? Ki jo pač v bistvu spet prilagodiš nase. Ne? Drugo, kar pa je pač, kar ti ponovadi pomaga pri tem razmisleku, je pa tudi, da vzameš pač cel dan kaj točno delaš. Ne? Se pravi, zjutraj, ko se zbudiš, ne? Ja, sej na isti način odpreš malo roleto, prižgeš malo luč, pa ne premočno, da se ne zbudiš na brutalen način. In v bistvu, zakaj ne bi rekel, ok, dobro jutro, ne? In ti pač v bistvu sistem naredi to sam. Ne? In pol, ko pač recimo, ne vem, opraviš tuširanje, stopiš ven in rečeš, ok, zdaj bi se prvi pobril in ti pač luči na polno odpre, da se pač lahko pobriješ. Ne? To so vse pač neke stvari, ki se bolj kot ne vsak dan pač približajo enako dogaja. Tako, ne? Za Gregorja je njihovo pametno stanovanje izziv, v katerem vidi možnosti razvoja sodobnega načina bivanja. Marsikdo bo rekel, jaz lahko živim tudi brez glasovnih ukazov. Vendar prihajajo generacije, ki jim bo takšen način bivanja pisan na kožo.